Ko je nekaj mojega objavljeno v šolskem glasilu, se počutim ponosno. Jih je manj izbranih in ja, če je tvoje izbrano, je bolj posebno. Nastajajo v bistvu na mojo pobudo. Navodila so bila, da si mogel napisati o svojih starih starših, kar se je kodi dogajalo, pa imajo v preteklosti. In jaz sem napisala o mojem pradedku, pač o tej bolnici Frani, pa ki se je vse dogajalo takrat. Na podlagi Laurine zgodbe so v šoli posneli tudi film. Se pa včasih zgodi tudi, da me kdo na hodniku poišče in reče: učiteljica, jaz ustvarjam, a bi lahko prinesel pokazati. In takrat sem najbolj vesela. Mlada rast, da bi je tisti največkrat, ki imajo svoje delo. Ponavadi v šoli rečemo, da nam prinese to, pa pač mi da moram si pa pokažemo, kdo ima vse not, pa tako da smo vidiš. Začeli so ga nadebudni učitelji, ko so videli, kako mladi ustvarjalci ustvarjajo in so imeli samo na stenah, se pravi kot stenčas. Kasneje so mlado rast tiskali na roke. Zdaj pa je vse bolj preprosto, a je tudi dražje ohranjati tak dokument nekega časa in ustvarjalnosti mladih. Tega denarja šola pravzaprav nima in to ni poceni. Moramo iskati zunanje sponzorje. Tako da vem, da se srečujejo mentori s temi težavami in na Roševih dnevih smo prav o tem spregovorili. Smo si lahko izbrali tukaj pa tukaj besed, da bomo uporabili v pisem in sem izbral Sreča in pa je bil naslov Sreča, kaj je bilo večinoma o sreči opisano. In je pač zmagala na tečaju, kar smo ga imeli nazadnje. V teh tiskanih oblikah se učenci izražajo. To je list papirja, ki posluša. In jaz sem teh izdelkov potem še toliko bolj vesela, ker izrazijo to, kar so, to, kar si želijo biti in mogoče ne znajo komu drugemu povedati kot listu papirja.